Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte praznično druženje v vojašnici Vincenca Repnika Slovenska Bistrica, dobrodelni koncert Srednje šole Slovenska Bistrica, 20. redna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, pohod z lučkami, pester začetek praznične Bistrice na novem prizorišču. V vojašnici Vincenca Repnika Slovenska Bistrica je preteklo sredo potekalo praznično druženje za otroke zaposlenih v vojašnici in na Ministrstvu za obrambo. Najmlajše sta obdarila Božiček in dedek Mraz. Dogodek je organiziralo Območno združenje slovenskih častnikov Slovenska Bistrica. V športni dvorani Srednje šole Slovenska Bistrica je preteklo sredo potekal tradicionalni dobrodelni koncert. Gost koncerta, ki ga je organizirala Srednja šola Slovenska Bistrica, je bil Leopold I. Ki težijo po poti na troli, pumeci ščitijo svoj teritorij in vati ne čakajo, kam med odmori. Tudi če se ljudi ne dela karkoli, vedno se najdejo dobri razlogi, kam podajo vednika, on se ne sodi, močeči so šolci, stojijo okoli. Doma ne omenja krivice, ta stari skrbi ima za delo. Mam plan v rebra, ampak skriva modrice, kar ne bi mame skrbelo. Policija šla do ravnateljice, naredila bi štalo in bi se razvedlo, kaj je izdajalec, toži baba, za njega bilo bi 1000 novih problemov. Zato rajši fejka bolezen doma, sicer pa je tiho, gleda v tako napadna skupina, ga vedno vse vaprava brani, bi se kot pač vej, kot zna pa spet stane na tleh, banda, ki je ga ponovno premaga. Ampak tokrat od nekod pojavi se nekdo, ki mu na noge pomaga. Kot sonce, ki prežene stave sanje, zvonec, ki prekine spraševanje, topla roka mu seže v dan in takrat se zaveka od slednjega san. Naj vas čuje za dušo? Še najbolj nevarna, bolj zadržana med dekleti in zato jo varna tapeti. Gloje nekoč, ko veli so šport, skok v višino, a cilj previsok pa teledne kodlom. Na veselje so šolko zaveka po školko in sede na klop. To je tirne začetek, naslednje na nekih si delijo nek posnetek. Šok in skok je nasprotje gazele, vsi se smejijo iz debele špele, vsi se več komentarov, to te besede so trdne kot oča, roke so mokne, prava je vroča, z nemihto sramote se sama sooča. Ampak špela je močna in tudi bolbeka, z nemoji v šoli nobene teži, anonimno patrola jo preko spleta, zato se za sebe drži. Molba je vedna, vodniki vidi novega panta, ki vedno od zadnji sedi, sklenjene krogi, ki tvojega magna med njimi na treh nadavani leži. Čeprav se budi, stisne vesti, špela debela se vni zagadi, prebudi na patraci te mare na noge in fanti pomaga, da stane na noge kot sonce, ki prežene stave sanje, zvonec, ki prekine spraševanje, se od njeni rami pojavi rama, ki pravi, da ne rabi več ostati sama. Si hredi duša? Yeah, come on! Ljudi neko se zdi, ko svet zatiska oči, jaz ne sentim ki moči, naj se čuje glas. In če kaj se ti zdi, ko več nemaš moči, se gondeli skrbi, daj povej na glas. In če kaj se ti zdi, ko svet zatiska oči, jaz ne sentim ki moči, naj se čuje glas. In če kaj se ti zdi, ko več nemaš moči, se gondeli skrbi, daj povej na glas. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je pretekli četrtek sešel na svoji 20. redni seji. Uvodoma je potrdil občinski proračun za prihodnje leto. Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je proračun komentiral tudi na novinarski konferenci. Prihodkov imamo tam je 42 milijonov, odhodkov je planiranih 46 milijonov in pol, kar zadeva seveda teh prihodkov je približno 24,3 povprečnine, potem pa slabih 10 milijonov računamo na sredstev iz drugih virov EU, pa še kakšna sofinanciranja, vendar to je v veliki meri odvisno, kako bodo stvari potekale. Potem pa so še ostali naši viri,
in pa za zapiranje proračuna pa imamo 6,5 milijona zadolžitve. Zdaj vsa ta zadolžitev je povezana z realizacijo projektov, ne, in jaz pa če enkrat podarjam to, kar vedno podarjam, da je upravičena z tega vidika, da mi s tem pravzaprav zagotavljamo v bistvu pritok teh slabih 10 milijonov sofinancirskih deležev, ker drugače ni mogoče zapirati finančne konstrukcije. Je res, ne, da se povprečnina od prvega do drugega branja malo popravlja, ne, ampak bistveno premalo, ne, če smo popolnoma iskreni. Vsaj 100 evrov po teh izračunih morala biti višja, zdaj če je bila 100 evrov višja, je to en del vira in pa drugi del vira, ki je povezan s tistim posebnim ukrepom, ker pa mi tudi nismo upravičeni, ne po ne vem kakem, oziroma po zanimivem tolmačenju, pa tega tež ne bom komentiral. In v bistvu ta izpad prihodkov pravzaprav v veliki meri pokriva to zadolžitev. Skratka, te zadolžitve skoraj ne bi bilo, če bi imeli tiste vire, za katere menim, da bi jih občina morala dobiti v skladu z zakonodajo pač na voljo. Zdaj, kar zadeva samega proračuna, mi pač poskušamo čim bolj pelati te projekte, prvega poskušamo še vedno držati projektno naravnanega. Zdaj jaz upam, da, ker tu note tudi precej projektov planirajo na eni strani tisti, ki so iz naslova dogovora za razvoj regij, pa še ne kandidiramo, smo na nekaj razpisov, recimo za avtobusno postajo. Upam, da bomo tam tudi uspeli in da bomo lahko te stvari potem čim bolj tekoče speljali. Je pa verjetno škoda, ne, da se ne ta sofinanciranje bolj enakomerno porazdelijo čez celotno obdobje, ne, ker bi potem verjetno tudi cene na trgu bile pač nižje. Zdaj dejstvo pač je, ne, da je zdaj sva ta investicijski cikl je preleta kot vedno v neko časovno obdobje, ki ni idealno, ne. Se vemo, ne, drugo leto imamo dvojne volitve, to je en del, drugi del je pa povedal pravzaprav skoriščenje evropskih sredstev, ne. Zdaj ne vem, koliko pač gledate, ne, mi praktične realizacije na dogovor za razvoj regij še ni, ne. Recimo naši, mi imamo dva projekta, ki mislim, en je tako rekoč skoraj končan, ne. Drugega smo zdaj tudi razpisali, ne, kolesarsko povezavo, pa bi že lahko bila končana, če bi si, bom rekel, upali prej razpisati, glede na pogoje, ki so postavljeni, pa verjetno še kateri od teh projektov in bi verjetno dosegali bolj ugodne cene, no, bom rekel, na trgu, ker pač zdaj bo ogromno teh investicij, ne, in normalno, da potem rastejo. To je en del problema, drugi problema pa tudi, pa zelo podobna zadeva pa tudi na projektne dokumentacije, ne. Teda še enkrat mi pač poskušamo držati ta razvojni cikl, ker je to neka posredna pomoč, če mene vprašate, tudi gospodarstvo in vlaganje v infrastrukturo je tudi vedno en del, zelo pomemben delež BDP-ja, če gledamo na celoviti ravni. In ne nazadnje, te osnovna infrastruktura je pravzaprav tisto, kar je osnovna naloga občine. Občina mora zagotavljati pogoje za delovanje. Svetniki so med drugim od Ministrstva za notranje zadeve in Policije Republike Slovenije zahtevali, da se na policijski postaji Slovenska Bistrica takoj ponovno vzpostavi nočno dežurstvo. Mi smo bili neuradno v tem seznanjeni že kar nekaj časa nazaj. Ko smo bili v tem seznanjeni, smo skupaj vsi štirje župani, oziroma županje in župani, ki jih pokriva policijska postaja, naslovili pismo na takratnega ministra, ne pa tudi šlo vedno s ostalim, da pač se s tem ne moramo strinjati, ker pa imamo mi zdaj kar, tako rekoč, skoraj mesečno seje varnostnega sosveta, ne smo na zadnji seji sosveta bili seznanjeni s tem, ker ni več načelnika, pa zdaj spet komandir, ne, policijske postaje nas obvestijo, da je pravzaprav dežurna služba že ukinjena, ne. In tako da je varnostni sosvet pač predlagal to gradivo za občinski svet. Jaz upam, no, da se bo to upoštevalo, ker smo eno podobno zgodbo že imeli nekaj časa nazaj in takrat je bil tak apel pač akceptiran. Jaz mislim, da je to res velika težava, ne, ker formalno imamo eno ali dve patrulji, potem pa mislim, da celo samo eno iz policijske postaje, ne za celotno območje upravne enote, si predstavljate, ne, da če se nekaj zgodi na vrh Pohorja, ne, potem nimaš nikjer nikogar. Pa še ena stvar je, ne, mi imamo eno mrežo varnih točk, vezanih na ta UNICEF-ov program in
ena od teh točk je policijska postaja, ne, ki je pravzaprav bila prej odprta res celi 24 ur, ne, si imel kam oditi, ne, zdaj pa še tega več ni. Ne. Ostale točke so pač odprte takrat, dok so tam tisti, ki tam delajo, ne, tam pa jih ni. V okviru praznične Bistrice so pripravili pester otroški program. Društvo Fridina Mišnica je pretekli petek izvedlo pohod z lučkami, udeleženci so se zbrali na Trgu Svobode. Praznično dogajanje se v Slovenski Bistrici nadaljevalo tudi v ponedeljek, ko je mestno jedro znova zaživelo v prijetnem decembrskem vzdušju. Obiskovalce so poleg glasbenega in plesnega programa pričakale tudi praznične stojnice, kjer so se predstavljali lokalni vinarji, ponudniki toplih napitkov in raznolike praznične hrane. Na odru so nastopili učenci glasbene in baletne šole Slovenska Bistrica, ki so svojimi nastopi ustvarili toplino in praznično razpoloženje. Večer se je nadaljeval z nastopom ansambla Bistrica Oberkrajn, ki je s svojimi prepoznavnimi melodijami privabil številne obiskovalce in poskrbel za živahen zaključek ponedeljkovega večera. Praznično dogajanje v Slovenski Bistrici se nadaljuje tudi v torek. Obiskovalce bodo razveselili nastopi folklorne skupine Krog, Frajheimska godbena pihala ter Natalija Verboten z bendom, ki bo poskrbela za glasbeni vrhunec večera.